Uporniki in upornice, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije Andor po slovensko, Andor po bodovsko pa Andor. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega. Naslova, ali in, and or. Ja, ja, točno ali in. Ta je bila res... Taki Igorjev dead joke. Ja. Igor še vedno te pogrešava, prid nazaj. Skratka, gre za specialno epizodo, ki je res nekaj posebnega, se kaže aktualna, a vedno popularna. Tale epizoda bo pokrila tretje 3 epizode druge sezone serije, skratka, ki so prišle na Disney Plus konec prejšnjega tedna. Zato se nič bat, če novih in zadnjih treh, ne samo zadnjih 3 iz tega tedna, ampak seveda zadnjih 3 za celotno serijo, sezono in serijo še niste pogledali. Če pa ste se serije lotili šele zdaj ali pa prvo sezono pogledali šele pred kratkim, v opisu te objave je seveda povezava do epizode, v kateri smo obdelali prvo sezono. Z vami v boju vztrajava vse do konca Mito Gegić, Servus in Aljoša Harlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveže pretihotapljena in torej zelo, zelo ilegalna. In zdaj muska. Skratka, tokrat dela v 3 epizode z naslovi Messenger oziroma Kurir, Who are you, pa kdo si ti, Welcome to the Rebellion, dobrodošli v uporu, in kot sem že rekel, prvo sezono osvežitev 141 epizodi z Rahelo Klopčič. Te 3 epizode je režiral Janus Mec, kar spet ni naključje, če vam povem, da je danski režiser dokumentarcev in igranih filmov. Med drugim je režiral dokumentarec Armadillo o danskih vojakih v Afganistanu. Delal je film Borg vs. McEnroe, ki je tudi neke vrste kvazi dokumentarističen pristop, in nekaj epizod take, kot da po resničnih dogodkih italijanske mafike 000. Scenarij pa spet Dan Gilroy. Če gremo spet povzetek 7., 8. in 9. epizode, ki ga bom spet ob odsotnosti Igorja naredil jaz, skočimo torej leto pozneje. Uporniki imajo bazo na Yavinu 4, za vse tiste, ki ste spomina Zlate ribice. Yavin 4 je tisti planet, na katerem bi moral Cassian predati tistega X-Winga, pa ga potem seveda ni mogel, ker tam tistega pilota so medtem nekdo nekaj pojedel in je tam naletel na tiste upornike, precej klaverne upornike, ki jih danes ni več tam, skratka, kaj se je zgodilo z njimi, noben ne ve. Tam sta Cassian in Bix že kar nekaj časa, zdaj sta videti, da sta svoje razmerje potem, ko sta vrgla v zrak njenega mučitelja, da skratka imata neko lepšo življenje, zelo sta nežna drugega, skratka sta v razmerju, in tam jo obišče Wilmon, ki ima pove, da je na Gormanu dedra in da tamkajšnje upornike v imperialni propagandi prikazujejo kot teroriste, ki jih spodbujajo zunanji agenti, ter prepriča Cassiana, da naj mu gre pomagati pri atentatu nanjo. Cassian sicer nič podrobno ne razlaga, zakaj ne zaupa Lutenu, ampak videti je, da se je ta njegova neko razmerje, sovražnost do Lutena v tem času še poglobila, ampak nekako vseeno pristane na to. Predtem pa zaradi njegove rane obiščeta Silino ranocelko, ki Bix pove, da igra Cassian pomembno vlogo v uporu. Medtem pa na Gormanu začne Cyril nekako dvomiti, da sploh obstajajo tuji agenti, kot ga skuša prepričati Dedra in njeni nadrejeni. To je epizoda 7, potem je epizoda 8, kjer upeljamo nov lik, ki je imperialni oficir Kaido, igra ga Jonjo O'Neill, ki je poslan na Gorman, da zaključi vso to zadevo, ker je imperator oziroma Palpatine že zelo, zelo živčen in bi rad, da čim prej nadaljujejo z delom na skrivnostnem projektu. In ta odpre osrednji trg za proteste, nato pa zapre vse izhode nanj in v množico pošlje neko četico zelo neizkušenih
vojačkov. Medtem ogorčeni Cyril ugotovi, kaj se dogaja in zelo, zelo nasilno napade Dedro. Skratka, Cyril in Dedra, zlomljen srček, bruhuhu. Ta tudi nekako zelo z zadržkom vendarle izda ukaz za začetek in skriti ostrostrelec ustreli enega od preomenjenih vojačkov, ter s tem sproži odziv najprej vojaškega odreda, ter seveda na to množice in upornikov, ki so skriti v množici. Začne se vsesplošen pokol, ki ga izvajajo viharniki in KX varnostni droidi. Zmedeni Cyril nekako tava po tem kaosu, nato pa nenadoma zagleda objekt svojega sovraštva, večletnega sovraštva, iskanja napetega z prve sezone, seveda Cassiana, ki je ravno tisti trenutek zagleda Dedro in pomeri vanjo, vendar seveda Cyril plane nanj in Cassian zgreši. Spopadeta se, potem pa brez vsake ceremonije, brez vsakega odvečnosti, ko Cyril drži Cassiana na muhi, ga Caro Rylance, vodja gormanskega opora, preprosto ustreli in Cyril mrtev obleži. Cassian zbeži z Gormana z enim od droidov, ki so ga nekako ustavili, in Vilmon tam ostane in s partnerko Drino sporočata novico o pokolu v galaksijo. Gremo v 9. epizodo, kjer Imperij prikazuje pokol na Gormanu kot nek poskus totalne revolucije in da zdaj je treba pa tukaj odločno stopiti naprej. Motma sklene, da je nekako čas, da se javno zoperstavi Palpatinu in nato zbeži na Yavin 4. Senator Bail Organa ji bo pri tem pomagal, a bo sam ostal tam, da bo nekako zavlačeval, poskušal čim več pridobiti časa za upornike. Medtem Luten izve, da ima Organa, ki naj bi potem pomagal Motmi pobegniti, v svojih vrstah izdajalcev oziroma tega enega izmed agentov tajne policije, tako zato Motmi pošlje Cassiana, ki zatrdi, da je to pa zadnja stvar, ki jo bo naredil za ta upor, in potem je on out. Z Organovo pomočjo Motma pride do govorniškega odra v senatu in obsodi genocid nad Gormanci in Imperij ter Palpatina, prav Palpatina direktno njega obtoži, da stoji za tem in da je skratka on vir vseh teh manipulacij, laži, ki se skratka po galaksiji zdaj širijo. Cassian ji na to pomaga zbežati, postreli par agentov, zelo spet neceremonialno, ampak Motma na to se odloči, da bo vseeno ostala na Coruscantu, medtem ko Cassian odpelje Drino in ranjenega Vilmona na Yavin 4. Cassian se pač odloči, da je to, da bo zapustil upor in zaživel srečno do konca svojih dni z Bix, ampak Bix nekako se s tem ne strinja, ves čas malo molči in potem zvečer izgine in mu pusti le video sporočilo, da je preveč pomemben za upor in da je namesto njega ona izbrala za oba, ter da se vidita, ko bo upor končan. In v zadnjem prizoru uporniški inženirji shekajo droida, ki ga je tja prinesel Cassian, se pravi, to je K2SO, ki bo zdaj služil njim in ki ga seveda poznamo iz Rogue One. Ja. Mito, kako so se te dotaknile te 3 epizode? Jaz moram reči, da je to izjemna stvar. Mislim, da smo že omenili, da pač ni samo dober Star Wars, ampak da je to dober TV enostavno. Nadgradil bi še to izjavo, da pač s tem, kar smo videli v teh 3 epizodah, se še dodatno poklonijo originalni temi Lucasa, da pač te moči ali pa imperiji korumpirajo in uničujejo vse, kar je živega pod seboj. Vemo, da Lucas je v bistvu za vzor za upornike vzel vietnamske gverilce, ki se bori seveda proti ameriškemu imperiju. Tukaj se pa ta tema v Andorju predvsem torej nadgradi, da so to lahko v bistvu obči ali pa že drugi zgodovinski imperiji. Sam pokol je z lahkoto primerjati z izraelsko-palestinskim vprašanjem ali pa z manufakturo odobritve oziroma privolitve, ki se dogaja trenutno, zakaj se v bistvu dovoljuje ene grozodejstva, kot jih pač danes poznamo. Bi pa v miks še vrgel noter nekaj, kar je pa tipično za britanski imperij, za njegov konec, to je pokol v Amritsarju 1919, kjer je pa pokol bil izvršen skoraj da na identičen način, ko se je po protestu lokalne Punjabi populacije na nekem trgu zaklenil in so britanski vojaki
streljali, dokler jim ni metka zmanjkal. Vsekakor čudoviti trenutek britanskega imperija, nad katerim nikoli sonce ni zašlo. Sama struktura, kako je posneto oziroma sestavljeno vse skupaj, je izjemna lekcija za prikvele. To je eno vprašanje, ki se mi je vrtelo zadnje 3 dni. Torej, vemo, kaj se bo zgodilo, vem, kam morajo ti liki priti, lahko ugibamo, kdo bo, kje je zmanjkal, kako, na kakšen način, ampak point ni v temu, kako kaj narediti, oziroma zakaj prepeljati nekako, ampak kako v bistvu držati suspense, napetost, kako v bistvu neke teme ven izbezlati iz te politično nabite teme, ne, oziroma politično nekorektnih zadev in tako naprej. In mislim, da je to lekcija za marsikoga, ki bo se pograbil list pa pero, no, in probo kaj spisati. Ja, super, točno to. Tudi jaz moram reči, da to, kar si zdaj povedal, jaz mislim, da je ne samo ključ Endorja, ne samo ključ Star Warsov, to je ključ, kaj je umetnost, zakaj delamo nekatere stvari in kaj in kako lahko pomenijo. Točno to, kar si ti povedal. Vsi vemo, kam ta zgodba gre. Gledali smo Rogue One, tu ni nobenega presenečenja. Vemo, kateri liki bojo ostali, kateri bojo živeli, kaj se bo, zgodilo. Ampak ta napetost, ki izhaja, ki jo vseeno čutimo, ko gledamo to, je preprosto napetost žanra, napetost tega, da ti znaš nekaj posnet na napet način. Zelo simpel kot to in da preprosto, včasih ta ideja, da znane zgodbe ti ne moreš povedati na nov, svež, drugačen način, je pač neumna in tukaj to res pokaže, ker imamo celo franšizo, ki ima zelo jasna neka pravila, ki za nekatere pač ta Endor krši marsikaj tukaj, ker pač nam ne da teh čudežnih vitezov z čudežnimi meči. Razumem, tukaj je neka sprememba, ampak vseeno imaš to dokaj zaprto vesolje, ker vemo končni rezultat stvari, vemo, poznamo celo neke dogodke znotraj, ki se bodo zgodile, ampak ključno je, kako ti to narediš. Ja, absolutno. Jaz mislim, da bi odgovoril na kritike, razumem, da se enim to malo postavlja po robo, ker pač ni ta eskapistična vesoljska opera, kot jo poznajo iz otroštva ali pa iz teh 9 delov, ne, filmskih ekranizacij, ki se bolj ali manj gre o teh Skywalkerih. In tle v bistvu ta zadeva prehaja v področje resne znanstvene fantastike, ki zmore nagovoriti sodobne probleme preko alegorije pa ilustracije in so v bistvu lahko bistveno bolj direktni pa politično nekorektni. Ne? To je prva stvar. Druga stvar je še vedno toliko Star Warsa noter, da se v bistvu lahko bockaš do amena. Kje je kaj postavljeno, kako nekako vinkarijo okrog določenih likov. Zdaj v leto BB2 pa BB1, torej Before Battle of Yavin, se v bistvu že toliko stvari zgodilo in je bilo že toliko stvari ekraniziranih, da morajo Gilroy že malo manevrirati naokrog. Bral sem že kritike, da v bistvu tale origin story, kako je Andor dobil tega droida, je bil že prikazan v nekem stripu, ampak hkrati se pa zaščiti na ta način, da mu pove poveljnik na Javinu, da v bistvu ta tvoja misija ne bo nikoli zabeležena, to bomo vse skrili v anale zgodovine, kakorkoli, tako da sam sebe nekako pokrije, da v bistvu tisti stripi še vedno lahko delujejo kanonizirano ali ne. Ampak point ni v tem, point Andorja je v navadnih ljudeh, ki storijo male stvari, pa pograbijo male momente v Star Wars vesolju za to, da storijo nekaj velikega. Ne? In tukaj v bistvu imaš v franšizi Star Wars že nekaj izdelkov, ki sem jih jaz predvsem preigral v videoigrah, kjer si pač pilot, kjer si upornik na nekem planetu, pa se malo streljaš z pištolcem, kjer nimaš sile za sabo, zato da bi lahko reševal probleme. Ali pa se malo, lahko bi tudi rekel, že približa 8. modelu Skywalker sage, ne, torej Rian Johnsonovem poslednjemu jediju, kjer se pozornost tudi deloma prelaga na dejanja malih ljudi. Ne. Kako se uporništvo mora zgraditi s tem, da v bistvu stojimo drug ob drugemu, pa da si pomagamo, da smo solidarni in tako naprej. Ne. To je ena stvar še. Druga stvar pa je, kako je vse to bilo narejeno, da v bistvu kao te minutaže, ki so ponucene zelo optimizirano in kvalitetno, da ni tlele neke hudvečne masti, ki bi jo moral porezati, ne, da je to izjemno, izjemno dobro pisanje. Tudi smrt Cyrila, na primer, po koncu pokola, ne, kjer v bistvu Cyril skuži, kaj potem je to dobro, ne, ki ga imperij želi izvesti, da ta neokolonializem pride v ospredje in da on ne bo dobil nobenih izpolnjenih obljub, da on bil na tem planetu zato, da bi zasledoval tuje agente, tega nikoli ne bi on dobil.
Tako da v bistvu, ko on Andorja sreča, je dejansko samo edino, kar še mu lahko ostane, je, da zapopade tisto ražo. Mu pa najbolj nagovori ta njegov manko duše ali kakorkoli bomo temu rekli, da je res izpraznjena birokratska spaka, tale upornik, vodja upornikov, ki mu prav reče, pa kakšna kreatura sploh si ti. In spominja seveda na neke določene like iz naše polpretekle zgodovine, ki so seveda samo sledili ukazom. Ja. In vrh tega je zame pač tudi naslov epizode in tudi Cassian, ki seveda po eni strani je logično tudi zgodbeno, ker Cassian seveda res ne ve, kdo je on, zaradi tega, ker se onova ne pozabite, v prvi sezoni nista srečala. Cyril je obseden z Cassianom Andorjem in mu sledi in ga zasleduje, ampak Cassian res ne ve, da se to dogaja. Ves čas v ozadju, pač on vidi samo, da ga skušajo vloviti različni, agenti in policija in tako naprej. Ne ve pa. In ja, tako da res odlično deluje to njegovo vprašanje, pa kdo si ti? Mislim, ker ga res napade, še Cassian vidi, da tukaj je pač nekdo, ker ga Cassian po eni strani obvladuje z lahkoto, ker je seveda izurjen morilc, ampak on ima toliko besa v sebi, da noče popustiti in nekako vseeno pride do blasterja in je pač Cassian res totalno presenečen, ampak potem tisto, kar je spet meni, zaradi česar je Andor dobro pisanje, ne ubije ga Cassian kot nek naš superjunak, ki zdaj reši vse probleme, ampak Caro Rylance pride do zadostitve. Pride točno do tega, kar si ti rekel. Ti mali ljudje, ki imajo tudi svoje loke, tudi svoje zgodbe in definitivno si je on zaslužil, da je Cyrila ubil, ker je seveda Cyril tisti, ki je, kljub temu, da je to nevede naredil, vseeno točno to omogočil, kar se tisti dan dogaja. Ta masakr na tem trgu je izjemna lekcija pa ilustracija tega, kar je v polpretekle zgodovine jasno, da se je počelo zato, da se v bistvu lahko določene sile upravljale z področji, z viri, z ljudmi in je noro, da je to ekranizirano v Star Warsu, še zdaj ne morem verjeti, da je v bistvu to na ta način privedeno. V bistvu poznamo to zgodbo deloma kot podlistek iz Rebelsov, ampak tista otroška predstava, veš, tisto je v bistvu zelo zapakirano kot podlistek tam nekje, ne dajmo se s tem obadati, tleta pa vržejo v perspektivo Cyrila, ki je vržen sred tega pokola. Tudi potem, kako je vse to privedeno do te točke, kako je splanirano, da mora biti ostrostrelec nameščen na strehi zato, da ubije enega od neizurjenih mladih vojščakov, ki se bodo seveda odzvali nespretno in nihtavo, na kar bodo uporniki potem tudi morali odgovoriti za svojim nasiljem. In moram reči, da je izjemno tudi posneto, glasba je ravno dovolj umeščena noter, da te drži potem ta suspenz in da te zelo potem tudi upelje noter v vso to nasilje, ki se potem izvede. Ja, prav, nobenega skrivanja tukaj ni. Države so krive za terorizem. Terorizem je ponavadi, da zdaj bom govoril vseh milijon primerih, ampak ponavadi odgovor na državno neko represijo. Tako je bilo na Irskem, tako je s Katalonci, tako je nenazadnje z raznimi muslimanskimi, samomorilskimi. Pač to so neki odgovori na to, na neko nasilje, na nek nadzor nad to, kaj zahodna civilizacija počne na Bližnjem vzhodu in tako naprej. Ne nazadnje, seveda, ker tukaj jaz mislim, da tudi spet odlično scenaristi upletejo izraelsko vojno nad Gazo, njihovo genocid nad Gazo v to epizodo, kjer seveda Mon Mothma uporabi besedo genocid, uporabijo v Senatu, ki izgleda tako kot naši narodna UN, seveda. In tukaj imamo točno pač ta nagovor in meni je res šel srh po telesu, ko sem poslušal ta njen nagovor, ker je tako resničen, ampak hkrati ni nasilen za Andor, za Star Wars, za samo pisanje, zelo logično umeščen, ampak hkrati je seveda popolnoma jasno, da tukaj gre za čisto referenco na dogajanje v našem resničnem svetu in to se mi zdi pač izjemno. In še ena stvar, ki sem jo prej, da je ne pozabim, ki si ti omenil, to pisanje. Kako je treba znati pač pisati, je tudi ta lik postreščka iz prejšnjega paketa epizod, ki je zdaj v enem letu seveda napredoval v receptorja in ki tukaj pogovor, ki sta ga imela s Cassianom in ki je izgledal zelo naključen, random, tam nek postrešček, ki ga pripelje v sobo in zdaj se pogovarjata. Hkrati je seveda pomagal gledalcu, da je zvedel, kaj zdaj točno ta spomenik je, še vedno je malo mu dal nekaj informacije ozadja. Hkrati pa je to dalo izgovor scenaristom, da so potem
da Cassiana ne zabeležijo uradno, da ga skratka nihče ne preveri, ker je ta receptor seveda zdaj pogruntal, da ta prej je bil Varian Sky, zdaj je ne vem, neko drugo ime. Novinar, ja. Tako, točno je novinar, pač ta tip absolutno laže, ampak je pač skužil, da tukaj v ozadju je nek človek, ki skratka tukaj skuša nekaj dobrega narediti, ki mu je treba pomagati in mu skratka na ta način pomaga. In ni bilo treba, ne vem, brisati z dokumentov, ni bilo treba nekaj, samo to, dva dialoga, ki sta si sledila logično in vsi smo vedeli, zakaj mu pomaga in kaj se zgodi. In ja, lej, točno to je dobro pisanje. Ja, ko imaš v bistvu, včeraj sem imel intervju z Sean Blake, a kaj je že tisti, ki je Last Action Hero napisal, pa še ene par filmov, Nice Guys, pa zanima veze, skratka. Kar on svetuje v bistvu vsem scenaristom pa pisateljem, ki se v bistvu lotevajo neke adaptacije ali pa nasploh nekega pisanja, je kao deli na svoj jebeni logiki, da je vse zakleneno do amena. Ker če imaš logiko zakleneno do amena, ti bo vse delalo, lahko noter vržeš marsikaj noter. Magic, nima veze. Tako da, če dela tvoja zgodba logično, nepropustno, pol v bistvu lahko vse obesiš na to okostje gor. Všeč mi je tudi v tem trenutku tega postreščka / receptorja, da je v bistvu sin ali hčerka, pozabil sem, Gilroya opomnil, kdaj boš pa dal ti najbolj znano frazo iz Rogue One noter. Torej, Rebellions are built on hope. Pa Gilroy v nekem intervjuju je rekel, da ga prav debelo pogleda, kako to misliš, to je pisto pač en stavek, on pa ne, to moraš dati nek origin, kao noter. Pa se mi je zdelo fajn, da je to umestil v zopet nek manjši obstranski lik, ki sam pograbi v bistvu potem za neko molotovko ali bombo in se pridruži boju, da je to domačin, da je v bistvu to mala stvar, ki jo lahko naredil, hkrati pa v bistvu dal neki taki veliki Star Wars stavek. A veš, tako zelo pomembno, pa fino pisanje, noter umeščeno. Pa tako, vse te teme, ki jih v bistvu tale masakr nagovori, pa potem razdela, kako bo to odmevalo. Torej, imperij kot neokolonialna sila, ki v bistvu tukaj še nima te moči, da bi lahko samo klav, ker nima še, torej, nima Death Stara, mora v bistvu operirati na bistveno bolj prefridne načine. Torej, mora propagando upeljevati, mora v bistvu podkupovati pa gojiti lokalno teroristično celico, zato da se lahko potem zgovarja, poglejte jih, te vzvišene tujce, ki govorijo zelo drugače, kot mi govorimo, kako so vzvišeni, bogati, mi jih bomo zdaj zrušili, oni so skušali evolucijo narediti samo zato, da lahko pridejo potem do nekega jebene rodnine. In se mi zdi izjemno dobro postavljeno vprašanja, pa točke, pa odločitve, oziroma te Karamazove nože, ne Karamazove, Čehove nože, pištole, zato da jih lahko potem ponuca na pravih trenutkih. Drugače ime, ki si ga iskal, je Shane Black. Shane Black, hvala ti. Tega, točno to. Plus tu recimo, kar se meni izredno res dopadlo je, čeprav mogoče tega nisem najbolj pričakoval, je recimo Dedrin odziv, ker se tudi vidi neko njeno določeno nelagodje, da hkrati seveda zdaj, ko je soočena z resničnim nasiljem, nekaj do zdaj je vse bilo neki plani, ona je tudi nek birokrat, ki tam zadaj operira, ampak to, kad je zdaj poslana na planet in je tukaj, Palpatinu se ne mudi, dovolj je bilo heca, mislim, se mu mudi, dovolj je heca in se vidi neko njeno nelagodje, še posebej, ko ji zrcalo postavi človek, za katerega je mislila, da je pač navdušen nad napredovanji in kako pač, ki mu je bil življenjski trenutek v prejšnjem paketu epizod, da pač je tam zadovoljil unega partegaca in tako naprej. Tukaj pa ji pač pokaže, da je zgrožen nad tem, kar se pripravlja in seveda nad njo in nad njeno neko to izdajo. In se mi zdi ful zanimivo od njenega lika, kako počasi razpada pred našimi očmi, tam ga na silo poljubi, mu skuša kao dati nek čustven pogon, kar pa, sorry, Dedra, mogla bi se bolj potruditi, ne vem, prej priluči mogoče. Na tem. Priluči mogoče. En tak poljub ne more rešiti česa, ampak potem jo grabijo panika, težko diha v tistih njihovih zelo tesnih uniformah in se mi zdi spet, ne bom rekel, se pravim, nisem tega pričakoval, ker Dedra je bila res zelo rezerviran lik, ves čas hladna in tako naprej, ampak tukaj tudi igralka res odlično spet pokazala ta neka zatajevana čustva, kako skuša pač to
nekako vase potlačiti. Jaz pa moram reči, da me ni presenetilo, zato ker tudi v koncu prve sezone, v bistvu, ko ona ne uspe z zatrtjem upora na Ferrixu, se panično zateče potem v tisto skladišče, kjer Cyrilla sreča in ona dva tudi skupaj padeta. Ona ima tam neko paniko. Pa na drugi način pa tudi mislim, da serija sama kao obravnava svoje zlikovce, tele Eichmannovske ilustracije, na nek način, nehumano, ampak pač ravno dovolj plastično, da se zavedaš, da so to neki ljudje, ki so šli zdavnaj avzglajzala. Tako da v bistvu tale panika, ki jo zapopade, se mi je zdela pravilno umeščena, hkrati pa ni tisto, da jo zdaj pa nekako odobravamo na pol. Ne, samo ilustrira se neka plastika, se mi zdi. In to je super, tudi serija počne to za vsemi liki bolj ali manj. Tako da žal mi je pač Igor, nič tudi to razmerje, v katerega smo res verjeli, katerega smo res zaupali, je pač skratka grozno propadlo. In še eno razmerje, o katerem moram za hip spregovoriti, je pa to Vilmon. Kaj je z uno punco tam pri pšenici? Obljubil si, da se boš vrnil. Ona te tam čaka. Ti pa kar zdaj s to neko novo tukaj na Gormanu. Mislim, Wilmon za traveling guy. Mislim, tega te je naučil So Gerrera. Zdaj vidim, kaj je tisto dihanje hlapov in vsa tista epizoda tvoja. Sram te bodi, res. Uporništvo ima hladne noči, veš. To me je, priznam, da zelo presenetilo in razočaralo. Ampak še ena zanimiva reč, ki jo moram priznati, da tudi Lutenov lik se razvija nekam v ene zanimive smeri. Luten tukaj pač ne vidimo kaj velik, ker je najprej se pogovarjajo o njem, kot že rečeno, Cassian, ta njegova zamera je še vedno tukaj, oziroma je še zgleda, da je malo poglobljena, ampak Luten se prikaže in čeprav v resnici rešuje stvari, najprej seveda Mon Mothma mu strašno zameri, ker je njenega tajnika izkoristil za pač, malo je tudi vohunil za njo, saj pač jasno je, da je treba paziti na svoje assets, kako to temu v slovenščini rečemo, skratka na svoje pridobitve, na ljudi, ki so tukaj zadaj, ker preprosto, da ne bi kdo kaj izdal, ampak hkrati on trdi, da jo je ta tip varoval, da je dostkrat naredil kaj, ne da bi ona to vedela, ampak on jasno Cassianu pove, no Yavin for me. Kratka, on tukaj ve, da gre nekako v smrt, oziroma da on, skratka, njegova naloga še ni čisto končana in da, skratka, bo tukaj tudi on ostal in da bo slejko prej zanj nekako ve, da ne bo od rešitve pobega, skratka, na Yavin. To se mi je zdelo zelo zanimivo. No? Ja, jaz mislim, da to nekako, če špekuliramo, kje bo kdo kaj pristal, Luten mora pristati nikjer, no? To je pač dejstvo. Zdaj pa edino vprašanje je potem, kako se bo to zanj zgodilo, na kakšen način. Zdaj, on je stric iz ozadja, ki fura večino niti, vsaj tega podtalnega uporništva, ker na Yavinu pa zdaj vidimo bolj domačo militarizirano zadevo, tam kjer se v bistvu tudi potem Biggs in pa Andor lahko skrijeta in se bolj domače počutita. Za Lutna tam ni mesto, on ne more biti ta podtalni kralj več. To je zelo težko. Zdaj pa ne vem, a bo končal pod streli Imperija ali pa So Gerrere, ker vem, da mora priti do tega trenutka še do tega krega med Mothmo pa Guerrero, med radikalnimi uporniki pa militariziranimi, organiziranimi uporniki. Kako bo se Luten tukaj noter znašel, to je za vprašanje, a bo mogoče padel pod streli prijateljev ali sovražnikov. To bojo naslednji 3 deli pokazali. Še eno razmerje moramo v bistvu obdelati, in to je Biggs pa Andor. Malo kritiko imam, pa mislim, da se bo Igor z mano strinjal, ker je sam deloma napovedal. To zdaj lahko rečeš za karkoli. Dajmo, ker ga pač ni tu, pa ne more. Igor se strinja. Malo me moti ta kliše, da se v bistvu mora ženska odločiti, da bo decu pustila mir. Malo me je tako, ampak ne offset that, mislim, da je dobro speljan, da ni slabo speljan. Ona je vseeno opolnomočena, to naredi zato, ker je Andor nekako spravljen, oziroma ve, kaj mora Andor postati, ona vidi v njemu potencial, ne samo zato, ker mu je tam ona celilka z silo, napovedala neko mesijanstvo, ampak da pač Andor se po mojem nikjer drugje ne zmore znajti. Tudi pritiskajo na eno, dajmo se omakniti, ona pa želi zmagati, ona želi premagati imperij in zlo in ve, da bo to najbolje storila, če se mu umakne, zato ker je Andor odgovor na to, da bo zmaga storjena oziroma da bo obljubljena. Tako da je ok, tudi tako, ko je povedala, da v bistvu ga bo poiskala kasneje,
Mislim, da je to super. Tudi ne pomeni, da se ona zdaj umakne v nek samostan. Jaz mislim, da se ona umakne v nek drug del uporništva in bo tam delovala naprej z svojim znanjem in z jezo, kakorkoli. Vseeno me pa mičken moti ta klišej. Ja. Tudi mene je to zmotilo. Predvsem se mi zdi pač ta neka ideja, da zdaj mora ona žrtvovati neko njuno ljubezen za to, da pač bo on. Predvsem pa vsa ta ideja, da je pač zdaj Andor nek, mislim, sej vidiš, da ima skillse, pa da je pač ne rabiš jedi horoskopa, da ti napove pač, zdaj pa je Merkur v ne vem kje in bo zdaj, ne vem, čez 3 tedne ful pomemben in mora tam biti. Jaz mislim, da tega, tudi jaz se nekako strinjam, da tega mogoče ni bilo najbolj treba. No. Mogoče bi lahko to drugače obrnili. Imela ste nastavljen konflikt, da v bistvu Andor zelo rad koga ubije na hitro, če mu ni všeč, kako pogleda Bix, na primer, ne? Zdaj, v bistvu, dovolj bi bilo mogoče, da bi Bix izvedela, kako je Andor pospravil vsakega slehernika, ki je Mon Mothmo tamle pogledal na Coruscantu, ko je njo rešil, in da bi bil to mogoče dovoljšen del za njun razhod, da bi pač rekla, da se ne more ona boriti na ta način, kot se Andor bori. To bi bil znal biti zanimiv konflikt, ampak se pravi, ni nujno slabo, kako je bilo to narejeno. Jaz mislim, da čisto ok. Andor je zdaj dejansko potem prepuščen uporništvu. Ja, jaz tudi mislim, da ni to. Mene je mogoče bolj zmotilo v teh prizorih pokola, vsa ta naključja, to, kar je tudi Igor zadnjič govoril, zdaj pa to pa lahko rečem, ker imamo posneto, pa je dokaz. Igor je govoril, kako je pač Cassian še vedno ta lik, ki se mu marsikaj posreči in tudi sam več často govori, da on ima pač srečo in ne vem kaj, ampak tam v tistem pokolu ima precej sreče, od tega, da Cyrila zadnji trenutek ustreli, do tega, da robota povozi zadnji trenutek, pa mislim, da ima še 1-2 take, ko nekaj se zgodi. To mogoče tudi ni bilo ravno tako zelo nujno. No? Ja, se tudi Mon Mothmo potem tam v onem skrivališču pove, da v bistvu I'm just a lucky guy. Moram te popraviti, ti si prej omenil, da v bistvu se ona Mon Mothma odločila, da bo ostala na Coruscantu. Ne, Andorju so rekli, da jo bojo zdaj odpeljali uradni uporniki iz, mislim, da Gold Squadron iz Rebelsov, to poznamo, da bojo oni pripeljali in potem, da bo ona oddala še en nagovor širnemu galaktičnemu občestvu, kaj se je zgodilo, pa zakaj je šla. Imaš prav, ja, to je res, pa hkrati iz risank, iz animiranih serij tudi vemo, da odpusti temu svojemu tajniku, ker ta tajnik je kasneje z njo še naprej, tako da za vse tiste, ki vas je skrbela usoda njenega tajnika. Kaj sem še imel takega? Kratka, ti mi to napoveduješ, da bo Saw Gerrera prišel nazaj, ker tole mogoče me zdaj, jaz verjamem, nisem, sicer so nove epizode zdaj že zunaj, ko to snemava, ampak noben od naju še ni pogledal in tudi jaz še nekaj časa ne bom, tako da predvsem se bom skušal interneta izogibati naslednje dni, ker motijo me pač vsi ti kvarniki, ki potem letijo na vse stvari. Ampak ja, zanima me, upam, da bo Saw Gerrera prišel še nazaj, ker drugače vsa ta njegova scena tamle z Wilmonom ni imela kaj dost smisla in potrebe in upam, da ni bila samo zato narejena, da bi pač Wilmon imel kaj početi v tistem delu vmes. Ja, jaz mislim, da mora se pokazati, Guerrera je samo nastavljen kot radikalc. V bistvu v Rebelsih ga več vidimo, kako operira on na svojo pest, kako tudi izda uradne upornike na določenih mestih. No? Tako da za Wilmona jaz mislim, da ga je nekako samo pač radikaliziral, kot je Luton v bistvu Andorja radikaliziral oziroma opolnomočil, da postane upornik. Zato to še nekako podpišem. To mislim, da je bilo davno videti, da v bistvu je ga vklopil tam, ko on vdihne tisti dim, je Wilmon tudi sprejel, jaz sem opornik, jaz sem radikal, kakorkoli, jaz nimam upanja na bodočnost, mi bomo vsi samo vesel nekoč, mislim, da mu tako reče, a ti misliš, da za naj obstaja bodočnost, to mislim, da mu reče Gerrera. Mora pa priti do nekega krega, ker Gerrera je loose gun, mislim, da to more biti, v Rebelsih je to nastavljeno, ne more to nagovoriti, pa tudi škoda bi bilo ga ne ponucati Whittakerja, če je že pri zadevi, pa Mothmo, da se tu razčisti, kdo potem so ti uporniki, ki jih potem srečamo v Rogue One in seveda v New Hope. Tako, in jaz mislim, da tudi Saw Gerrera je eden tistih, ki absolutno bo želel na pokol na Gormanu odgovoriti z enako mero, oko za oko in pač streljati na karkoli pač, kjerkoli bo videl sovražnika. Tako da jaz se tudi strinjam, da tukaj je neka pač
pot, da priložnost, da to izkoristijo. Ja. Tako je, veliko se tudi ugiba še, a bomo še videli še kakšen cameo iz Rogue One v temle paketu epizod smo skratka videli generala Dravena, ki ga igra Alistair Petrie, skratka tistega tipa na Javinu, ki kuša dopovedati našemu Cassianu, da pač se od njega nekaj pričakuje, da ne more kar tako z ladjo sem in tja in gor pa dol. Skratka, to je seveda isti general, ki smo ga videli že v Rogue One, tako da nekateri domnevajo, da mogoče bomo še videli še kakšen znan obraz od tam. Zanima me, ali se bo naslednji paket epizod zaključil prav z tem, da bo nekdo Cassianu rekel, zdaj pa pejt ta na tisti planet in počakaj, ker bo tam ena punca prišla, ne vem kam, ki ima neke ideje, skratka o nekih načrtih oziroma ki išče svojega fotra ali kakorkoli že. Ker on je njo čakal tam, ne, če se jaz prav spomnim. Jaz mislim, da on pilota lovi. Tako se začne. Jaz mislim, da ta pilot, ki ga Mads Mikkelsenov lik / fotor od Jean Urso pošle, da posreduje informacijo, da je Death Star, da se gre v Death Staru, pa da ima šibko točko. Endor njega išče v tistem prvem prizoru na onem mestu, kjer pobegne potem tudi pred viharniki. To mislim, da bi se splačalo nastaviti, pa vse te zaključke teh potija, Lutnove, pa od Nile, te njegove partnerke, oziroma sopajdašice. Pa zanima me še, kaj se zgodi s Perrinom pa z hčerko, ko to ne vidim nekega pozitivnega zaključka za ona dva, ki sta po mojem obtičala z velikim vprašanjem nad glavo na Coruscantu, potem, ko je Motma odletela. Perrin je mož od Motme, pa hčerka. Ja. Jaz sem zdaj ti že mislil vprašati, če si zamešal Wheel of Time. Ne, Perrin mu je ime. Sej imaš prav, ta imena so že mal. Jaz tudi, veš kaj še jaz pričakujem? Jaz pa pričakujem, da bo Dedra soočena na Cyrillovo mamo. Tudi tukaj nekaj domnevam, da Cyrillova mama, celo videli smo jo tudi v tem paketu epizodu, kako joče, ko gleda pokol na Gormanu. Zdaj, verjetno joče zaradi pokola, ne zato, ker bi prav videla truplo svojega sina tam, domnevam, da še tako tudi ni mogla zvedeti. Ne, jaz pa mislim, da je zvedela, ker je imela dve kolegici zraven, pa sta jo tolažila. Sta jo tolažila, so vsi sem jokali skupaj. Nisem bil tudi jaz nič. Ja, glej, mogoče, ampak pričakujem, da je niso dali, da bojo še nekaj z njo naredili, da je ne bojo pustili viset. Mogoče bomo končno videli strica Harlota. Mogoče, evo. Skratka, jaz mislim, da Dedra tudi ne bo dolg doživela, skratka ne bo doživela imperija, se bojim. Ja, zanima me res, kaj bo zdaj, ker spet nas čaka preskok enega leta. Se pravi, da posledice tega bojo zdaj že z obeh strani precej jasne. Jaz mislim, da bo tam Palpatine verjetno že razpusti senat na tej točki. Ne, senat razpusti v New Hope. Šele tam, imaš prav. Prvi prizor, ko Darth Vader skoči na ono korveto z princeso Leo, še ga eno opozarja, pazit, ker se bo senat neki buno. Šele kasneje, ko pa uleti Darth Vader na Death Star, pa dobi sporočilo, da je Emperor končno ukinil to ustalino Stare republike, senat in da končno lahko za strahom vladajo. Končno, to smo vsi čakali. Ubogi Palpatine je imel res, zelo je bil potrpežljiv človek. Čist je nohte pogrizel. In še marsikaj drugega. Tako da super, res, jaz moram res še enkrat pač podariti, da nor paket epizod, še vedno nora serija in razočarati pa tudi mnoge oboževalce, ker je Tony Gilroy že povedal, da ne bo delal Star Warsa potem, da je to njegov zadnji projekt za Star Wars. Jaz rečem, super. Super, če v bistvu, gremo na hitro še par minut špekulirati eno stvar, ker v bistvu eno dobro vprašanje se slišal zadnjič, da bi v bistvu se Andor lahko že realiziral prej, pred v Disneyevi eri, da je bil mička nastavljen, ampak da so določeni kregi z Filonijem, ki želi bistveno bolj imeti vajeti nad vsem, Gilroy pa dela nekako obstransko temu. Vse ostale serije so pa o Filonijeve. In
Vprašaj se, kako bi bilo, če bi v bistvu Gilroy najprej začel to, pa če bi bil Andor ravno tako popularen, kot je pač zdajle po vseh teh ogledih, pa kritikah, oziroma pozitivnih kritikah, a bi se v bistvu lahko izognili mogoče kakšnim fopajem, kot ne vem, Obi-Wan ali pa kakšna takšna zadeva. Ne? Ker mislim, da je prostora za takšne zgodbe, ne? Pa ne rabi biti zdaj vsaka politična nabita, kot je ta, ampak naprimer, ne vem, če si ti gledal Skeleton Crew, ne še. Kjer je v bistvu pač Goonies brez Jedijev, to je v bistvu kao dogodivščina za otroke, ki se bockajo z pirati. In je tudi čist ima svoje mesto, v bistvu so majhni liki, ki imajo svoje majhne zgodbe v tem velikem vesolju. Ne? In tu se mi zdi, da v bistvu lahko to vesolje privabi še več takšnih pisateljev, ki znajo pisati na ta način, kot Gilroy ali pa kdorkoli je pač delal že Skeleton Crew in najde tudi publiko za to vrstne zgodbe, da ne rabi biti vse samo žaromeč pa čarovniki. Definitivno pa nas v prihodnosti čaka še kar nekaj. Zdaj ta teden ali pa verjetno naslednji teden lahko pričakujemo prvi trailer za film Mandalorian in Grogu, kjer nisem še čisto razumel, je to film, ki pride v kina, domnevam, da pride to v kina in ne direkt na Disney+, ampak čakamo skratka tole, ker bojo pač ljudje, ki pač ne marajo Endorja, pa ker Endor ni pravi Star Wars, spet dobili nazaj svoj Star Wars, I guess. Pa še Ahsoka je v bistvu še v pipelineu, pa v bistvu se pripravlja tudi Darth Maul serija, sem zabeležil nekje, tako da to je tudi zopet še ena stvar lika, ki ga poznamo, torej temnega jedija oziroma sitovca. Tako da teh zgodb seveda ne bo sfalilo. Ne? Bi pa si želel v bodoče, da se Disney tukaj malo bolj odpre, še več, ker je res mislim, da je prostora za takšne zgodbe. Ja, nekako poskušajo, če sem prav razumel Disney+, poskušajo to delati, kar zdaj naj bi delali z Marvelom, skratka manj serij, pa bolj kakovostne, pa mogoče več tudi zaključenih zgodb, ostalo pa skušajo tudi več spet v kina prihajati, skratka računati na filme. Upajmo, da so se kaj naučili z tega. Jaz sem bral tudi eno zanimivo kritiko, ki sprašuje, zakaj Andor nima toliko gledalcev kot recimo Game of Thrones, ker je kritičarka sjajno pisala o tem, kako tudi to presega v tem smislu, da ni, zdaj pa jaz moram spet paziti, da ni pač ne samo, da ni zgolj žanr, ampak da presega, da ima kup teh dramskih momentov, kjer bi lahko nagovorila tudi ljubitelje, ki jih ne zanima žanr ali pa jih ne zanima, bolj kot da jih ne zanima žanr, ker se mislim, da to trdno vohunka, bolj da jih ne zanima Star Wars in tudi marsikoga, ker je pač Game of Thronesko serijo nagovoril tudi marsikoga, ki ni bral knjig, pa jih potem tudi nikoli ni, pa jih ne čaka. Ampak jaz mislim, da tukaj takoj mislim, da je komentar bil pod člankom. Ja, seveda, ampak zavedati se je treba, da to Disney+, ki ima neprimerno manj naročnikov kot kakšna druga, kot recimo Netflix ali pa, ali pa tudi HBO, mislim, da ima manj naročnikov in da je tukaj mogoče bolj to in pa hkrati, da je marsikdo ima spet predsodke do Star Warsov, zato ker to so ti neki zunanji meči, to je brez veze, to je za otroke in da marsikdo je žal spregledal to serijo, ker je pač imel nekaj in ker je tudi ta Disney+ nas kar razočaral z zadnjimi nekaj serijami, tudi z zadnjo sezono Mandaloriana, recimo, ki niso več tako dobri in da je mogoče se marsikdo utrudil, še preden je prišel do tega Andor je žal. Ja, strinjam se, v bistvu samo to je problem brenda, ki nekako ne zna ven postaviti, da pač je ta galaksija bistveno širša, kot je pač zaznamovana obče kulturno z Skywalkerja. Po drugi strani pa niti ne gre tako slabo, ker mislim, da je po gledanosti 3. ali 4. direkt za The Last of Us, Andor. Tako da prihaja ven, pa tudi mislim, da zelo dobro pomaga koncept tedenskega izhajanja, kljub temu, da so 3 epizode, ker bistveno več folka se lahko pogovarja o tem ali pa naredijo vsebine tako kot mi, tukaj, da se pač lahko vest širi tudi malo širše, kot pa zgolj po enem binžu. Tako da mogoče bo s časom malo bolj čislana, kot pa je bila do zdaj, pa mogoče bojo tudi določeni fani, ki so bistveno bolj zavezani operetnim eskapizmom, da bojo tudi prišli k tej seriji nazaj. Koliko bo pa to novično naročnikov Disney+,
plus preneslo, pa ne vem, meni že zdaj gre visoka naročnina na živce, tako da bomo videli. Ampak ja. Ja. Super, skratka, pridružite se nam spet naslednji teden, ko bomo delali zadnji paket epizod in ko se bomo poslovili od Cassiana z solznimi očmi in najbrž še od celega kupa likov. Skratka, tole zdaj, kot pravi, midva še vedno ugibava, kajti nisva še pogledala zadnjega paketa, brez skrbi. Upava, da se nam bo takrat že tudi Igor pridružil. Sicer pa nam javite, kakšni so bili kaj vaši vtisi o tem paketu epizod, nekaj se vas je vmes javljalo na Discordu, da ste gledali, tako da upam, da bomo udarili kakšno debato tam. Kratka, pridite na Discord, povejte nam tam, ali pa na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, če ne drugače tudi še vedno na X-u, ali pa nas nagovorite med bojkotiranjem Eurosonga. In če se boste do takrat uspeli izogibati imperiju, se poslušamo znova naslednji teden. Pa.